Jaz bi se na tem mestu državljankam in državljanom, vsem, ki so podpise oddali, lepo zahvalil. Hkrati pa želim poudariti, da je bilo podpisov vsak dan več. Se pravi, samo z včeraj na danes smo jih v naši pisarni našteli več kot 10 000. Torej, snežna kepa se je šele začela kotaliti, ampak smo jo 5. dan ustavili, zato da podpise pravočasno vložimo in da v imenu ljudstva zahtevamo referendum. Sporočilo teh 28 000 podpisov je zelo jasno. Po eni strani je to sporočilo vladi, da je popolnoma nedopustno, da sredi gospodarske, socialne in zdravstvene krize zapravlja denar za orožje. Po drugi strani pa je to zelo jasno sporočilo poslankam in poslancem, da je Slovenija po ustavi demokratična republika, kjer ima oblast ljudstvo. Torej, poslanke in poslanci bodo ob 28 000 glasovih, podpisih morali temeljito premisliti, ali bodo res v parlamentu glasovali za prepoved tega referenduma, ker to, da smo za več kot 11-krat presegli kvoto 2500 podpisov, je in to med koronavirusom, med koronakrizo, ko je javno zbiranje omejeno in smo se zaradi tega morali tudi pri zbiranju močno omejiti. Mislim, da je zelo močno sporočilo, kaj si ljudstvo misli o teh ukrepih in o tej vladi. Za konec pa samo to želim reči, da nobena vlada ne more in ne sme delati proti volji ljudstva, v nasprotnem primeru bo pač zamenjana.